Veseli me najprej, da ste se v tako velikem številu odzvali mojemu vabilu. Upam, da bo rezultat upravičil vaša pričakovanja. V začetku nekako bom poskusil, kolikor je le mogoče, na kratko obrazložiti svoja stališča. Potem seveda pa sem na razpolago za vprašanja in odgovore. Sprva sem si zamislil to kot čisto osebno dogajanje, potem pa so me kolegi prepričali, da je to tudi v veliki meri del njihove zgodbe, zato so želeli biti zraven. Okrog mene so direktorji vseh inšpekcij, ki so v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Gospoda Petra Stefanovskega poznate, ker je tudi kar medijsko prepoznan. Jasmina Rakita vodi inšpekcijo za nadzor delovnih razmerij, Boris Ružič zraven mene pa inšpekcijo varnosti in zdravja pri delu. Torej, zakaj sem pravzaprav to konferenco sklical? Najbrž je zadeva precej jasna. Gre za to preprosto, da sem na neki okrogli mizi bil obdolžen in osumljen grdih reči. Naslednji dan, in to strani državnega organa, ne kar koga, in to enega bolj pomembnih državnih organov v državi, naslednji dan na njegovi tiskovni konferenci pa sem bil tudi obsojen in je bila tudi tako izrečena kazen. To je bila kazen javne izpostavljenosti, žalitve, degradacije, človeške, osebnostne, strokovne in seveda pri tem ne more ostati. Če je zakon, ki ureja delovanje te komisije tak, da to dovoljuje, potem s tem zakonom nekaj ni v redu. Če pa je ravnanje komisije takšno v nasprotju s tem zakonom, potem je pač nezakonito. Skušal bom pojasniti seveda. Ozadje, o katerem govorim, izvira iz zelo preprostega dejstva, ki ga boste vsi razumeli, inšpektor ni priljubljena oseba. Inšpektor seveda ni priljubljena oseba zato, ker je njegova službena dolžnost in zakonsko pooblastilo, da gleda, kaj ljudje počnejo in v primeru, da ugotovi nepravilnosti in kršitve, je njegova dolžnost, da tudi ukrepa. Ukrepanje seveda nikoli ni zaželjeno strani tistega, ki je kršil in na ta način si inšpektor pri svojem delu v glavnem nabira sovražnike. Kot veste, to delo opravljam že 18 let. Če bi bil estradnik, umetnik, kirurg, potem bi bilo to nekaj, kar bi se predstavljalo kot prednost. Ker sem predstojnik inšpekcije, se to vedno predstavlja kot tist, ki že 18 let to dela, pa je še zmer v stolu. Ne ukvarjam se s politiko. Nobena politična stranka me ne brani in zato tudi seveda ni zasluge nobene politične stranke, da še vedno sedim na tem mestu. Zasluga menim, da je samo v tem, da sem uspel v tem času se držati pri svojem delu, predvsem zakona, takšnega, kakršen je. Ozadje o tem, kaj je korupcija in kakšno vlogo v zvezi z njo igrajo inšpektori, je seveda na nek način posebej zanimiva tema. Posebej zanimiva tema zato, ker v številnih primerih, ko se sprašuje ljudi okrog sebe, katere so tiste najbolj koruptivne vloge v družbi, je inšpektor zelo kmalu na vrhu. Prav ta ista komisija je pred leti naročila študijo. Ta študija je bila izdelana in ta študija je to tudi seveda potrdila. Na 3. mestu so inšpektori po svoji koruptivnosti. Vodijo samo odvetniki in zdravniki. Potem so pa druge razne službe. V poročilu komisije je za leto 9 je ta študija natančno tudi predstavljena. Edino enega podatka pa niso predstavili v tem svojem poročilu, ki ga študija zajema. To je to, da vprašani o tem so v 95% povedali, da to ni nobena njihova lastna izkušnja, ampak tako pač menijo. Ta podatek komisija ni objavila.
Jaz vam pa lahko povem za zadnjih 18 let, vsaj za Inšpektorat Republike Slovenije za delo, niti en pravnomočen postopek v zvezi s korupcijo zoper katerega koli inšpektorja v tem obdobju ni bil končan. Pa ne zato, ker ga ne bi našli, ampak preprosto jih ni bilo. In pa seveda še nekaj, ko berete, kjerkoli in tudi ko ste pisali, naslovi, ki so bili v zadnjih letih v tisku ali pa tisti po televiziji, so bili vedno Brezovar kaznoval tega, Brezovar kaznoval onega, Brezovar gledal stran, Brezovar ni storil tega. Torej, neke vrste personifikacija, ki je pač v tem, da sem že pred časom svoje inšpektorje zavaroval na ta način, da se samo jaz medijsko izpostavljam, zato da svoje delo lahko na miru upravljajo. Vse informacije, ki jih mediji potrebujete za svoje delo, smo, mislim, da v teh letih korektno in natančno posredovali takoj, ko je bilo to mogoče. Zato iz tega za medije in za informiranost ni bilo nobene škode. Po drugi strani pa so inšpektori svoje delo lahko seveda upravljali. Vedno sem jaz tist, ki komuniciram z vami in ki tudi podpisujem vse informacije, ki ga je z inšpektorata ven. Vendar, jaz še v življenju nisem napisal kazenske ovadbe. Ne prekrškovnega postopka nisem vodil. In ne odločbe o čemerkoli. To ni naloga glavnega inšpektorja, to delajo inšpektori. In menim, da delajo to zelo dobro, zelo odgovorno. Ko govorimo o področju, na katerem nas komisija najbolj kritizira, to je delovno-pravno področje, je na inšpektoratu zaposlenih preko 40 diplomiranih univerzitetnih pravnikov, ki so vsi specialisti za področje delovnega prava. Vsi imajo opravljen inšpektorski izpit, vsi imajo opravljen tudi prekrškovni izpit. Ni mi poznana kvalifikacija komisije na to temo. Verjetno tudi kaj od tega poznajo, vendar takih kapacitet gotovo nimajo. To razlagam zaradi tega, ker začetek zgodbe je pravzaprav strokoven spor. Strokoven spor o tem, kaj zakonodaja inšpektorju sploh nalaga, kaj sme, kdo mora kaj storiti, skratka, problem pristojnosti. To je bil prvi primer, ki nam ga je komisija učitala in iz njega je nastalo tisto famozno načelno mnenje 179, ki govori o tem, da smo koruptivni zato, ker v nekem primeru nismo hoteli ukrepati. Resnično ozadje pa je v tem, da smo osporavali pristojnost zaradi tega, ker je zakon o javni upravi po mojem prepričanju povsem brez potrebe dodal, torej so mu dodali en člen, ki določa, da področje mobinga, če zelo skrajšano povem, paše v ta zakon. S tem seveda tudi nadzor. Mi ne nadziramo zakon o javnih uslužbencih, zato je poseben inšpektorat. In ko je prišlo do primera, ki je bil res takšnega značaja, smo mi pač ocenili, da to ni naša pristojnost, pač pa je pristojnost inšpektorata za javno upravo, ki se še nikoli z mobingom srečal ni do tedaj. Zato so oni ta primer vrnili in smo se prerekali, kdo bi to zdaj moral delati. Rezultat je, takrat se je že vmešala komisija, ki je potem tudi seveda preko ministrstva obeh zahtevala, da se zmenimo in končno je stvar bila dana tako imenovanemu inšpekcijskemu svetu. To je telo glavnih inšpektorjev, ki je posvetovalno telo. In ni noben organ, ki določa pristojnost. Ta sploh ni v tem odločil, pač pa je odbor za pravna vprašanja, ki ga vodi kolegica, glavna inšpektorca Tržna, ki jo lahko obiščete 2 hodnika naprej in jo povprašate o tem. Ta odbor in to sejo tudi vodila, na kateri smo bili seveda prisotni. Ugotovili smo, da pač ni mogoče razrešiti tega vprašanja tako hitro in zato smo mi dali predlog, da gremo še enkrat ta primer obdelati, ne glede na to, kdo ima pristojnost v zvezi z njim, ga dokončamo in odbor je hkrati dal tudi zahtevo oziroma predlog Ministrstvu za javno upravo, da zakon primerno dodela, pojasni, spremeni. O tem komisija čisto nič ne piše. Pač pa piše, da je odbor potrdil, da je bila naša odločitev napačna. To sploh ni res, mi smo dali ta predlog in tudi sami smo ga izvedli. To je bil prvi primer in ta je podlaga
temu famoznemu mnenju, ki govori o tem, če zelo poenostavljeno povem, da je koruptiven inšpektor, ki ne pripelje primera do konca v smislu kaznovanja tistega, ki je domneven kršitelj. Če je to res, potem so vsi inšpektorji v Sloveniji vsak dan 10-krat koruptivni. In potem seveda je tudi sama komisija prav v istem položaju, ker je tudi to državni organ, ki raziskuje in odkriva določene kršitve. Torej, nadaljevanje te zgodbe je seveda očitek, da na vprašanjih mobinga inšpektorji naredimo premalo. Mi smo seveda skušali s pismenimi pojasnili komisiji razložiti, kje so problemi in zakaj. Vse naše argumente so z levo roko zavrnili, vztrajali na svojem in seveda tako se je to mnenje rodilo. Iz njega kar mrgoli zakonskih nepravilnosti. Premalo so se potrudili pri tej argumentaciji in zato seveda so tudi sklepi, ki iz tega izvirajo, napačni. Zdaj, iz samih problemov, ki jih lahko razberete iz tega priporočila in mnenja, ki ga je komisija potem na tisti tiskovni konferenci predvsem zoper mene napisala, je tudi nekaj seveda očitkov. V ozadju vseh teh očitkov so domnevne, koruptivne, take ali drugačne zveze. O vsakem bom samo kakšen stavek povedal, če boste želeli, potem lahko seveda tudi kaj razširim. Torej, ko govorimo o mobingu, je zakon o delovnih razmerjih popolnoma jasen o tem, kaj v zvezi s tem inšpektor lahko naredi in kaj je seveda tudi njegova dolžnost. Njegova dolžnost je predvsem v tem, da preveri pri delodajalcu preventivno ravnanje, ki ga je bil ta dolžan storiti na podlagi določb zakona o delovnih razmerjih. Potem seveda je dolžnost inšpektorja, da svetuje žrtvi v smislu njenih pravic in možnosti za takšno ali drugačno rešitev. Sem sodi tako njena možnost, da z izredno odpovedjo to agonijo konča, ali pa tudi ta, da vloži na sodišče tožbo, v kateri mobing dokaže in naloži storilcu odškodnino. In pa seveda tudi možnost, ki ima inšpektor v primerih, ko pri tem svojem nadzoru nesporno ugotovi tudi sum storitve kaznivega dejanja, potem tudi to lahko sproži. In to je vse, kar inšpektor v zvezi s tem lahko opravi. Komisija ima seveda drugačno mnenje. Inšpektor je državni organ, ki ima prisilna pooblastila, s katerimi lahko zavezanca, tistega, ki ima pred očmi, tudi prisili, kaznuje. In seveda zato je tako občutljivo ravnovesje, ki je v tem, da ne sme prekoračiti svojih pooblastil, ne glede na to, ali bi se to lepo slišalo ali ne. Če to stori, odgovarja država z materialno posledico in tudi inšpektor v disciplinskem postopku. Kadar inšpektor prekorači svoja pooblastila, namreč sledi tudi zahtevek po povračilu stroškov, ki ga moramo plačati. Zato si inšpektori ne moramo privoščiti takšnih ravnanj, ne glede na to, a se to lepo sliši v javnosti in bi bilo to primerno slišati. Odmeva seveda naše ukrepanje na področju gradbeništva. Vsem vam je dobro poznan primer Vegrada. Če je v zvezi s tem, kdo pravočasno kaj naredil, je bil to Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Pa spet ne Brezovar, ampak inšpektori, ki pokrivajo ta teren, kjer je sedež velenjskih družb. In kaj so storili? V letu 2010 so zoper Vegrad 66-krat ukrepali v prekrškovnem postopku. Ker ti postopki niso v ničemer spremenili stvari, so stopnjevali svoj pritisk na Vegrad in kot veste, se je z naše strani zadeva končala s 5 kazenskimi ovadbami. Kdo je več naredil, ne vem. Komisija nam očita, da nismo predlagali stečaja.
Zaradi tega, ker res v enem členu našega zakona piše, da v določenih primerih to lahko storimo. In ocenili so, da je to več kot primerno. V določenih primerih. Pozabili pa so, da zakon o inšpekciji ni zakon, ki daje za resnično podlago stečajnim postopkom, ampak je to stečajna zakonodaja. In nova stečajna zakonodaja je precej novejša od inšpekcijskega zakona in seveda ta zakonodaja inšpektorata za delo ne predvideva kot aktivnega legitimiranca za takšno početje. Pa tudi, če bi ga, sprožiti stečaj tako velike gospodarske družbe pomeni založiti ogromna sredstva za strošek stečaja. Tudi teoretično tega denarja nimamo, seveda, da bi to lahko naredili, tudi če bi to smeli. In pa seveda ozadje. Zoper Vegrad nismo ukrepali v tem smislu, kot sem zdaj opisal, zaradi tega, ker je Vegrad Brezovarju gradil hišo. Domnevam, da takšno zastonj ali pa takšno z materialom, ki je bil zastonj, ker sicer je Vegrad bil gradbeno podjetje in bi mi tudi lahko gradil. Tako kot vsakmu tistmu, ki mu je normalno gradil. No, Vegrad meni ni gradil hiše, nobene, nikjer in tudi mojim bližnjim ne. Še manj sem od njih dobil kakšen material zastojn ali pa kaj drugega, kar ni plačano. Nič od tega. In čudna zahvala bi bila, če bi mi Vegrad delal tovrstne usluge, jaz bi jih pa kaznoval s 5 kazenskimi ovadbami. Kakšna je to logika? Potem seveda preidem pa na drugi del, ki je pa še bolj osebne narave. Moja zločinska dejavnost, vezana na predavanja, ki jih bojda počnem vedno več, brez kančka sramu, in to celo za denar. Mimogrede pa še kaj posvetujem za denar, kot piše tam v komisiji. Torej lahko zatrdim, da v življenju še nisem podpisal svetovalne pogodbe. Torej pogodbe, s katero bi mi nekdo za svetovanje plačal. In jo tudi ne nameravam podpisati, zaradi tega, ker mi je popolnoma jasno, da to ni dovoljeno. In zato seveda ni potrebno, da komisija sprašuje Ministrstvo za delo, ali je to dovoljeno glavnemu inšpektorju. To jaz vem, da ni. Vendar, kot sem rekel, nobene pogodbe takšnega tipa nisem podpisal. Avtorske in podjemne pogodbe pa so nekaj, kar mi je dovoljeno. Namenoma sem vam v gradivo napisal dobeseden citat člena iz zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki inšpektorjem postavlja omejitve. In če si ga prečitate, ni treba biti noben pravnik in noben znanstvenik, da takoj sami ugotovite, kaj smem in kaj ne smem. Inšpektor ne sme opravljati dejavnosti oziroma ne sme opravljati dela za drugega delodajalca na področju, na katerem opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, razen, če gre za znanstveno in pedagoško delo. Torej, razen, če gre za znanstveno in pedagoško delo. Najbrž ni treba posebej razlagati, da so predavanja pedagoško delo. Torej, ne glede na komu to predavam, je to po zakonu dovoljeno, če to opravim v času, ki ni služben. Zdaj moram pa tako povedati. Minister to natančno ve, jaz sem na razpolago 24 ur na dan, 365 dni na leto. Tudi mnogi ste bili priče, pa videli ste me tudi lahko v popoldanskem času v številnih primerih upravljati službene dolžnosti. V 18 letih še nisem dobil ene nadure plačane, kar pomeni, da vse, kar je po 15-30 uri, sem delal za svoj čas. In zato mislim, da imam pravico uro ali dve tudi dopoldne tistim, ki pač ne morejo organizirati tega dela drugače, tudi predavati. In mislim, da imam teh kompenzacijskih ur čez glavo dovolj, da si to lahko privoščam. Tudi dopust dajem za to, ki je moj čas. Večinoma pa gre za predavanja, ki so evidentno izven delovnega časa. Popoldne, ob sobotah, nedeljah ali pa v mojem dopustu. Še enkrat poudarjam, to mi ni prepovedano. In seveda, komu predavam? Komisija predlaga, da pokažem pogodbe. Načeloma to ni noben problem, vendar pogodba je dvostranski akt. Zato, da jo pokažem, moram imeti soglasje druge strani. Ne bom ga iskal. Lahko pa povem, kdo so bili tisti, ki sem jim v zadnjih 18 letih predaval. To so praktično vse večje gospodarske družbe v Sloveniji. Redke izjeme so, kjer me ni bilo.
To so vse gospodarske zbornice, vsi sindikati skoraj. Vse izobraževalne inštitucije, ki organizirajo izobraževanja. Potem so tukaj kar nekatere fakultete, kjer sem tudi sodeloval. In lahko še naprej naštevam, ampak najbrž to nima nobenega smisla. Teh pogodb je največkrat ena, morda 2 na teden. Vse te pogodbe so evidentirane pri davčni upravi in od vseh plačam dohodnino. In to ne majhno vsako leto. Ne vem, kje je tle zločin. Seveda pa je spet v ozadju domneva, če nekomu predavam, potem ga ne morem kaznovati. To je pa tudi posebna neumnost. Zakaj pa ne? Kakšno uslugo mi pa s tem dela, komu predavam, za opravljeno delo mi plača, zakaj mu potem ne bi mogel tega, kar sem mu povedal, čez en teden ali pa 2 tudi očitati in ga zato tudi kaznovati. Še prej, povedal sem mu, kaj je prav. Ne vidim težave s tem. Resnično ne vidim. Še najmanj pa vidim kakšno povezavo s korupcijo. In čisto nazadnje, komisija, preden je tole naredila, kar je naredila, z mano ni stopila v stik niti za minuto. Nobenega postopka ni bilo. Nikakršnega. Zato sem prej povedal, da to ne more biti zakonito. Če pa je z zakonom nekaj zelo narobe. Seveda nimam nobene težave in tako, kot ste videli, sem vam razdelil tudi gradivo, vključno z mojim osebnim pismom, ki sem ga napisal ministru kot zagovor za vse tole. V tem pismu sem tudi ministru povedal, da nimam nobene težave izpolniti vse 4 točke, ki jih komisija seveda predlaga. Ne bojim se nobenega strokovnega nadzora. Nikakršnega. Pogoj, ki ste ga tudi noter videli, ki sem ga ministru priporočil, je samo ta, da tisti, ki jih bo poslal, naj se na temo spoznajo. Strokovno naj bodo dovolj podkovani, da bodo resnično lahko presojali naše delo in naše rezultate. Celotna zgodba seveda kaže tudi na slabo vodenje in na slabo delo inšpektorata, kar je tako ali tako v zraku že odkar se je kriza začela. Zato sem vam tudi razdelil povzetek našega poročila o delu za leto 2010. To je eno najboljših poročil za zadnja leta, če ga gledamo z istimi merili, kot se je to vedno delalo. Opravljeno delo, vsebina opravljenega dela, število izrečenih kršitev, takšne stvari. Po čem pa naj se meri inšpektorjevo delo? Po klimi, splošni družbeni. In to poročilo odraža, da smo z manj kapacitetami kot leto poprej opravili več dela. To poročilo gre zdaj na vlado, to poročilo gre potem v parlament, to poročilo gre tudi na mednarodno organizacijo dela. V zadnjih nekaj letih smo bili pregledani iz strani vseh, ki nadzore delajo, od računskega sodišča, od interne revizije, od Evropske komisije in rezultat vseh teh pregledov so bile v glavnem ocene, da smo zelo šibko kadrovsko zasedeni, da pa opravljamo zelo dobro in korektno delo. Če vam za ilustracijo povem samo še podatke, ki so verjetno tudi neke vrste dokaz, to so pritožbe zoper ukrepanje inšpektorjev. Zoper Komisijo za preprečevanje korupcije, kot veste, v zakonu ni predvidena nobena pot. Karkoli naredijo, je v redu. Zoper delo inšpektorjev je številno primerov možnosti, ko seveda vsak, ki ni zadovoljen z ukrepanjem inšpektorja, lahko seveda svoje pravice varuje. Nas očitno ne varuje nihče. No in upravni je eden od postopkov, ki ga vodimo. Zoper vse odločbe inšpektorjev, ki so bile v upravnem postopku izdane, je bilo 0,72% pritožb. 0,72%. V prekrškovnih postopkih je bilo 6,71% pritožb, kar je seveda bistveno več. Prekrškovni postopek seveda pomeni, da bo nekdo tudi kazen plačal. Zato je tukaj vnema pritožnikov nekoliko večja. Potem pa neposredne pritožbe na delo inšpektorja, ki jih seveda vedno obravnavam jaz, kadarkoli že pridejo, pa glede na število opravljenih pregledov, ki jih je bilo v lanskem letu 18.259, je 0,21%.
Če je to kaj, kar se mogoče da označiti kot slabo delo, potem morda res nisem na pravem mestu. Zdaj pa seveda drugi del, ko sem na razpolago za kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem.